Društvo 1824 deluje od leta 2011 in deluje dejansko v centru Brežic, v stavbi, ki je bila nekoč osnovna šola. Danes je to Kržičnikova 2 oziroma tudi Slomškov dom, nekako v centru Brežic ob cerkvi. In namen društva je, da nekako poskrbi za vsebine te stavbe, poskrbi, da ta stavba je na nek način osrediščeno mesto Brežic in z različnimi vsebinami. Ena izmed pomembnih vsebin so tudi razstave oziroma nekako pogledi v življenje mesta v različnih obdobij. Pomemben del delovanja društva je tudi opozarjanje oziroma spoznavanje preteklosti mesta, preteklosti občine na različne načine in razstave so en dober komunikacijski element, ki lahko recimo predstavljamo na primer pogled prej pa danes in tako naprej. No in tukaj je izjemno pomembno gradivo, ki ga je v več kot 20 letih, se pravi 25 letih zbral Davor Lipej in nekako ravno takrat, ko je praznovala se 25-letnica Republike Slovenije, smo nekako pričeli tudi s tem ciklom prikazovanja fotografij, posnetkov, pogledov v naše območje, v Brežice, v občino, skozi ta arhiv. Tako da gre dejansko za dokumentarno razstavo, katere začetki niso bili usmerjeni v to, da bo to neka fotografska razstava, ampak gre predvsem za dokumente, za pričevanja, za dogajanje, za recimo investicije v mestu, za pomembne dogodke, za dogajanje, ki ga je Davor Lipej posnel oziroma tudi zabeležil svojo kamero ali pa s fotoaparatom. Nekaj posnetkov izjemno dragocenih, posebej recimo že omenjeno iz časa osamosvajanja, potem pa seveda tudi različni pogledi in med temi imajo posebno mesto tudi različne obnove, med katerimi naprimer tudi obnova šole v Pišecah. Tako da pa tudi številni dogodki v Pišecah so vključeni v razstavo. Zato je bilo nekako logično, da razstave, ki so imajo domicil v Slomškovem domu na Kržičnikovi 2 v Brežicah, tudi gostujejo po naši občini in osnovna šola Pišece je ena izmed teh lokacij zelo primernih, kar nekaj, kot sem že rekla, je pogledov na dogajanje v Pišecah. Zelo lepo se vidi oziroma je Davor Lipej spremljal, kako se je razvijala investicija, kako je iz stare šole nastala ta lepa nova šola in zagotovo je dobro, da tako krajani kot tudi učenci vse to spoznavajo. Hkrati je to izbor nekako, ki skuša pokazati nekaj ključnih sprememb v tem času, potem seveda vse, kar je iz Pišec in pa seveda lepo se vidi nekako, kako ves ta čas se spreminja podoba naših krajev in tukaj je mogoče še najbolj dragocena tudi lanskoletna razstava oziroma razstava iz 2017, kjer je avtor skozi stare razglednice iskal enake poglede na isti kraj, na isti prostor in seveda zelo lepo potem tudi na razstavi se vidi, imamo na eni strani objavljeno staro razglednico, na drugi strani pa čas leta 2017, kar se mi zdi tudi, da je res ena taka izjemna pričevalna in dokumentarna vrednost. Poudariti je treba, da je tukaj gre za izbor, se pravi ni vse, kar je že nastalo v tem času in da gre le za delček bogatega arhiva in jaz upam in verjamem, da seveda smo začeli z enim takim ciklom, ki je lahko zelo dolg, hkrati pa je ta cikl tudi, upam, spodbuda avtorju, da bo vse to tudi dokumentarno uredil, kajti s to mojo malo pomočjo, ki jo vsako leto nudim, predvsem ugotavljava, kako pomembno je, da bi še bolj spremljala, kdaj je kje bilo, da bi ta dokumentacija, ta arhiv Davorja Lipeja imel tudi nekaj res to arhivsko komponento, se pravi urejeno dokumentacijski sistem. Tako da to nekako je ta prihodnost, so pa te razstave tudi ta v Pišecah koraki k temu, da se prepozna tudi vrednost tega arhiva in da mogoče to dobi še nekak širši pomen, ne samo v sami občini, ampak tudi v regiji in postane en dober primer spremljanja dogajanja, spremljanja sprememb, spremljanja življenja, ne tako dolgi preteklosti, predvsem pa zato, da zelo dobro poznamo, kako se naši kraji razvijajo.
Ja, veseli nas, da smo imeli možnost gostiti omenjeno razstavo Društva 1824 v prostorih osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece. Saj skozi, bomo rekli, fotografsko oko Davorja Liperja nekako prikazuje dogodke ne samo brežiške občine kot celotne, ampak predvsem za nas pomembno dogodke, ki so se zvrstili v Pišecah. En pano posebej ponazarja obnovo pišeške šole. To se mi zdi zelo pomembno, da lahko v naših prostorih gostimo razstave, kot je omenjena, da približamo nekako tudi našim krajanom, učencem in vsem, ki nekako težje dostopajo do razstav v drugih oddaljenih krajih. Omenjena razstava pa ni edina, tudi večkrat na vaši šoli pripravljate podobne razstave, imate pravzaprav tudi nekje primerne prostore za tako majhno razstavo? Ja, naše prostore, predvsem avlo in pa hodnike, večkrat zamenjamo z različno tematiko, kot je 200-letnica šolstva pred leti, potem življenje in delovanje Milana Čopiča, recimo tabori, ki so posvečeni, mednarodni UNESCO tabori, ki so posvečeni omenjeni temi, tako da lahko nekako popestrimo naše hodnike z našimi dosežki in potem je to dostopno tudi krajanom, učencem in staršem.